Prisluhnemo očem, rokam, besedam je bil osrednji slogan slavnostne prireditve ob 125. obletnici Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Zbrane sta nagovorila tudi minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj ter predsednica države Nataša Pirc Musar. Geslo vašega praznovanja Prisluhnemo očem, rokam, besedam nosi globoko sporočilo. Uči nas, da poslušanje ni povezano le z ušesi, temveč s srcem, s pogledom in z dotikom. In prav to je bistvo dela vašega zavoda, ustvariti prostor, kjer različne poti do komunikacije niso ovira, ampak bogastvo, ki nas povezuje. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je ena najstarejših ustanov za otroke s posebnimi potrebami v Sloveniji. Danes ga obiskujejo gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami in otroci z avtizmom. Imamo enoto vrtec, osnovna šola, srednja šola, zdravstvene enote in bivajo tudi v domu. Približno 10% otrok vseh je gluhih in naglušnih, približno 50%, nekaj več je otrok z govorno-jezikovno motnjo in nekaj manj kot 40 otrok z avtizmom. Razlika pred več kot 30 leti je najprej ta res, kjer je bila večina otrok gluhih in naglušnih. Kasneje za razvojem medicine, s poškovim vsadkom, za možnostjo vključevanja gluhih otrok v redne šole in z večjo podporo v inkluziji, je ta hiša postala tudi kot prostor za vse tiste otroke, ki so imeli težave kakršnikoli vrsti komunikacije. To so bili predvsem otroci z govorno-jezikovnimi težavami. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ima bogato tradicijo, ki sega v leto 1900, ko je bil ustanovljen kot Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme. Zasnoval pa ga je Ignacij Holzapfel. Leta 1905 je zavod postal državni in dobil ime Gluhonemnica. Leta 1997 so ga preimenovali v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Danes združuje vzgojo in izobraževanje, rehabilitacijo, svetovanje ter strokovno podporo gluhim in naglušnim, uporabnikom s polževim vsadkom, osebam z govorno-jezikovnimi motnjami ter z motnjami avtističnega spektra. Jaz sem obiskoval zavod na Vojkovi ulici od vrtca vse do poklicne šole. Zdaj zavod praznuje 125. obletnico. Rečem lahko le, veliko so napredovali. Pomembno je, da poučujejo in izobražujejo gluhe za različne poklice. Najbolj se spomnim učiteljev. Veliko sem jih videl danes, ki so me učili v šoli. Lepo jih je bilo srečati. Sam imam dva gluha otroka, Jana in Nina, ki sta tudi obiskovala zavod. Razlike so zelo velike, predvsem znotraj sistema, ker smo mi v takratni dobi vse otroke pred vstopom v šolo sistematično pregledali in da logopedsko in da je bila povezava med vrtcem in osnovno šolo mnogo večja. Danes je pa na tem področju ogromno administrativnih ovir zaradi varstva osebnih podatkov, to je eno, drugo pa, da se soočamo z izredno velikim pomanjkanjem logopedov. Slovenija ima na 100.000 prebivalcev 7 logopedov, recimo Francija jih ima 36. Takrat so bili pač vsi otroci nekako obravnavani, danes pa se morajo starši zatekati v samoplačniške logopedske ambulante, seveda, če to ekonomsko zmorejo. Vsi tega ne zmorejo. Ko sem prišla, je bila večina otrok gluhih ali naglušnih v skupini, zdaj pa je v bistvu
tako, mogoče eden ali dva, ostalo pa so tudi kakšne druge pridružene motnje oziroma da sploh niso gluhe ali naglušni, imajo pa pač težave na raznih področjih in tam pač poskušamo čim bolj podpreti in prihajati njim naproti na način, ki je njim prijazen. Otrokom z avtizmom ali pa tudi z govorno-jezikovnimi motnjami zelo pomaga kretnja, da lahko presežejo v bistvu ta, ker pač skozi jezik ne gre in v bistvu jim pomaga ta podpora znakovnega jezika. Mi imamo v glavnem K1 projekte, to so projekti mobilnosti, kamor pošiljamo otroke na prakso ali pa na skupinske mobilnosti v tujino. Pošiljamo pa tudi naše sodelavce, strokovne delavce na razne job shadowinge in tečaje, tako da dobivajo potrebna znanja, ki jih tukaj ne dobijo v tujini. To so v glavnem srednješolci, zato ker imamo pač projekt za poklicno smer. Enem obdobju 125-letne zgodovine Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana sem bil direktor takratnega Zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih Ljubljana. Skupaj smo bili 8 let. V tistem času je poleg šole bil sestavni del zavoda tudi učne delavnice. Tako da smo imeli praktično povezavo med šolskim procesom in pa seveda zaposlovanjem gluhih in je bil to seveda dober primer povezovanja, izobraževanja in zaposlovanja. Gluhih in naglušnih je vedno manj, so pač vedno bolj vključeni v integracijo. Zdaj delamo malo drugače. Vedno več je otrok, ki imajo mogoče delno avtistične motnje, potem pa še pridružene kakšne druge motnje. Proslava je potekala v režiji Bojana Morda, nekdanjega dijaka zavoda, ki je s svojimi bogatimi izkušnjami pripravil izjemno in doživeto osrednjo slovesnost. Na prireditvi je sodelovalo veliko otrok in učiteljev, ki so nas s čudovitimi nastopi popeljali skozi zgodovino zavoda in znakovnega jezika ter nam dan polepšali s plesom in petjem. Posebnost proslave je bilo trojno tolmačenje. Mogoče je bila ta prireditev prvič v zgodovini, kjer sem umestil nekaj, kar se je dolga leta prezrlo. Imamo slišeče tolmače, imamo tudi gluhe tolmače in gluhi tolmači, če hočejo opraviti svoje delo, rabijo podpornega tolmača. In to se je pred kratkim na zavodu tudi vpeljalo. Zavod, čeprav s hudo prostorsko stisko, ostaja prostor, kjer domujejo znanje, priložnosti in srčnost za otroke s komunikacijskimi ovirami in avtizmom. To, kar je danes, je raslo več let. Se pravi, da kdorkoli je bil v tej hiši, kakorkoli, je nekaj doprinesel k temu, da danes naša hiša je takšna, kakršna je. In se mi zdi pomembno to prepoznati, dati temu svoje mesto, hkrati pa z vsemi temi izkušnjami gledati, kako stvari peljati naprej. 125. obletnica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana ni le praznik ustanove, temveč praznik vseh, ki jo ustvarjajo. Učiteljev, vzgojiteljev, logopedov, tolmačev in številnih drugih. Predvsem pa je dom več kot 400 otrok in mladostnikov. In kot je v nagovoru izpostavila predsednica države Nataša Pirc Musar, imajo ti otroci super moč, ki jo marsikdo nima, saj čutijo veliko močneje in vidijo veliko bolj podrobno. Naj jih ta super moč spremlja na poti odraščanja. Zavod pa naj ostaja prostor, kjer ta moč vsak dan znova zaživi.